Petkova, centrifuga. Lahko bi rekli kakšno besedo o Primožu Trubarju ob dnevu reformacije, premišljevali o minevanju naših dragih rajnih, ki jih morda že dolgo ni več. A v to otožno razpoloženje praznikov se je zarezala kruta realnost. Dogodek, ki se ne bi smel zgoditi, ki ni samo posledica naključnega nasilnega dejanja, ampak se je napovedoval in na koncu izbruhnil v okrutni umor. V Novem mestu je prejšnjo soboto zvečer skupina mladih Romov do smrti pretepla 48-letnega Novomeščana, Aleša, očeta moža. Zunaj smo bili so pač člani, pripadniki romske skupine. Se je zgodilo, kar se je zgodilo. Nastala je panika, oče njegov je pač obležal na tleh. Že notri so delali probleme, ampak jih pač noben je ustavil. Zdaj pa pač se je to zgodilo, kar se je zgodilo. Sta povedala dva očividca. V nedeljo 26. se je na kraju dogodka začela zbirati množica ljudi, ki se je mirno, dostojanstveno poslavljala od someščana. Še več, 10 000 se jih je zbralo v torek popoldne pred novomeško mestno hišo, kjer je na izredni seji zasedal mestni svet s povabljenim predsednikom vlade dr. Robertom Golobom in nekaterimi člani vlade. Stanje je alarmantno v jugovzhodni Sloveniji in politika je že zdavnaj zamudila pametne ukrepe, vendar čas je, da začne ukrepati. Je eden od novomeščanov pozval vlado, naj končno bolj odločno ukrepa. Drugi je spregovoril o strahu in negotovosti. Družina njegova je stala brez njega. Nas je vzrah za otroke. Otroci so pač v teh letih, ki se zabavajo in ni prijetno po mestu hoditi. In mislim, da od današnjega dneva naprej ne bo noben več tiho. Novomeški župan Gregor Macedoni je s svojimi 10 kolegi potem, ko je skupina Romov pretepla župana Ribnice pred več kot pol leta, vlado prepričeval, naj uvede ostrejše ukrepe proti nasilnežem in kriminalnim elementom iz romske skupnosti na Dolenjskem. Nekaj ukrepov je bilo res sprejetih, verjetno pa ne vsi, vsaj glede na tragični razvoj dogodkov, kot meni tudi novomeški župan Macedoni. Mislim, da je res dovolj, da bo mogla policija tudi z nekoliko ostrejšimi ali pa zelo ostrimi ukrepi nemudoma sporočiti, da želimo doseči varnost. Mislim, da mora predsednik vlade razumeti, da ne bo mogel posameznih ministrov pričakovati rešitve, ampak bo mogel sam prevzeti koordinacijo. Mi smo predlagali, da je daljše obdobje v bližini vseh romskih naselij stalna prisotnost policije. Verjetno bom težko preštel vse poti, ki sem jih že imel v Ljubljano in vse ure na sestankih, ko sem razlagal. Če bi danes te posnetke vrteli pa jih gledali, bi verjetno mogel marsikdo se skriti v mišjo luknjo. Umor v Novem mestu je pokazal tudi na napačno, preveč permisivno politiko do romske skupnosti. Ta čas ni namenjen nekakšnemu maščevanju tej celotni skupnosti, ne zbiranju političnih točk. Ni romska skupnost storila kaznivega dejanja. Kaznivo dejanje je storil posameznik iz romske skupnosti in tukaj je treba to razumeti. Pozivam k razumu in seveda, da se vsi tisti akterji, ki pozivajo ali pa bodo skušali pozvati k nekim nestrpnim dejanjem, da se umirijo in da začnejo razmišljati, kako pravzaprav stopiti skupaj. Meni predsednik sveta romske skupnosti Jožek Horvat Muc. Prihaja iz Prekmurja, kjer so odnosi slovenske večine z romsko skupnostjo, ki je precej bolj vključena v okolje kot Dolenjska, večinoma brez večjih težav. Vendar je tudi Horvat Muc iz romskih vrst poslušal očitke, da ni storil dovolj. Še bolj seveda predsednik vlade Golob. Da danes vsi čutimo bolečino, čutimo jezo, čutimo tudi strah. Da so te občutki popolnoma razumljivi, ampak nas kljub temu ne smejo zapeljati v maščevanje, ne smejo nas zapeljati v pozive k oboroževanju.
Je v nedeljo govoril premier. Prva je pravilno potezo potegnila ministrica za pravosodje Andreja Katič. To je tragedija in sama bom prav zaradi tega, da to ne bi politika izkoristila za kakršnekoli svoje zadeve, danes predsedniku ponudila odstop. Malo bolj oklevajoče je sledil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je preživel 2 parlamentarni interpelaciji, zatrjujoč, da se varnostne razmere izboljšujejo. Verjetno bi moral odstopiti tudi Luka Mesec, saj nekateri Romi, žal jih ni malo, brezsramno izkoriščajo zelo permisivni in širokogrudni sistem socialnih podpor. Opozicija zahteva odstop vlade in predčasne volitve. Premier trdi, da to ne bi nič spremenilo. Nujni so takojšnji ukrepi, kot je bila povečana prisotnost policije na novomeškem območju. O njih je govoril tudi državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk. Kot rečeno, pa za ukrepi, ki zadevajo tudi spremembo zakonodaje, ki zadeva nekaj tazga, kot bi se lahko reklo, protimafijsko delovanje, ker za to gre. Ne gre za to, da se zoperstavljamo Romom, gre za to, da se zoperstavljamo ljudem, ki izvajajo kazniva dejanja. To počnejo z tem, da se ta dejanja ponavljajo in tudi organizirano. In kjer je organiziran kriminal, mora država odločno ukrepati. In zato se zdaj odločamo, za odločno ukrepanje. Če ste pazljivo prisluhnili, ste morda slišali tudi govor o bolj odločnem boju proti nasilništvu in organiziranemu kriminalu, ki se očitno čedalje bolj širita po Sloveniji. Tu seveda niso aktivni samo romski kriminalci. Žal bo potrebna trda roka, seveda v okviru zakonodaje, obstoječe in tudi nove, da se hitro odgovori na sedanje težave. Reševanje desetletja dolge neustrezne politike do romske skupnosti, prevelike popustljivosti do različnih kriminalnih praks, poterjalo tudi leta drugačne politike, ki pa se mora začeti takoj. To je govoril tudi premier, ko je razmišljal o osumljenem 21-letnem Romu, ki je verjetno zagrešil zločin. Njega je dobesedno sistem vzgojil in spravil na pot, na kateri je. Pot, kateri je še kot mladoletnik zašel v težave z zakonom, pot, kateri je danes iz čiste objestnosti postal ulični nasilnik in najverjetneje se iz tega ne bo mogel izviti. Ukrepi, ki so jih predlagali tudi župani in ki so bili nekateri že sprejeti, se ukvarjajo s tem, kako prevzgojiti romske otroke že v fazi vrtca in šole. Ti ukrepi od 1. septembra že veljajo, nekateri od 1. septembra. Ampak potrebno bo 10 let, da se bo ta generacija novih otrok prevzgojila. S takimi posamezniki, kot je pa osumljenec, pa moramo ravnati popolnoma drugače. Tukaj je pa ključna učinkovita kaznovalna politika in pa represivni ukrepi, s katerimi odrasle ljudi odvračamo od kriminalne poti. Torej odločni ukrepi proti kriminalcem in pomoč Romov, da postanejo produktivni člani naše skupnosti. Mnogi so to že zdaj. Oddajo sva pripravila tonska mojstrica Mirta Berlan in Tomaž Grden.